Pozdravljeni! Januar navadno prinaša malce zatišja na delovnem področju lokalnih skupnosti, ampak Posavcev pomanjkanje evropskih razpisov ni ustavilo. Sicer se bo gradilo manj kot minula 4 leta, vendar se naložbe niso ustavile. Več v nadaljevanju Posavskega obzornika. Že tradicionalno na začetku novega leta posavski župani 7. sili razgrnajo pričakovanja glede naložbenih načrtov svojih občin in spregovorijo o težavah v odnosu svojih služb do državnih institucij. Gostitelj tokratnega srečanja so bili Brežičani. V Bistrici ob Sotli so leto začeli kraljevsko, saj je od tam nova vinska kraljica. To je priložnost za promocijo podeželja. Na državni ravni je zato premalo aktivnosti, zato se na vasi zmanjšuje število prebivalcev, je dejal župan Franjo Debelak. Število neposeljenih oziroma praznih domačij se veča, to je velik problem, ne samo nas, ampak dejansko podeželja nasploh, in bomo poskušali najti variante, kako pritegniti naše ljudi, da se vračajo ali pa nove, da prihajajo na podeželje, kjer zanesljivo se dobro živi, prijetno živi. V sevniški občini so zato, da bi mladi lahko tudi doma realizirali kakšne podjetniške zamisli, podeželje opremili s hitrim optičnim omrežjem. Šlo je za razvojni projekt, sofinanciran iz evropskih sredstev. Ker pa je vmes država spreminjala pogoje, na kar občina ni bila opozorjena, je nato od občine terjala vrnitev več kot 1 milijon evrov. Ni šlo za nobeno oškodovanje ali kakršnokoli drugačno zlorabo strani občine, le za birokratski postopek. Računamo, da se bo v letu 2016 pozitivno razrešilo, vendar še bolj kot to je pomembno, da sistem deluje in da se vsakodnevno priključujejo novi uporabniki in smo na tem področju telekomunikacij dobro opremljeni in naš občan ima kvalitetno storitev. K odločitvi o tem, kje bi živeli, poleg možnosti za zaposlitev prispeva tudi stanje infrastrukture. Malo smo morda zanemarili, pa ne nalašč, ampak zaradi velikih projektov naše ceste in v tem letu pričakujem, da bomo kakšen kilometer ceste poasfaltirali in uredili. Velik poudarek pa bi dal tudi vodooskrbi. V Krškem pa letos veliko pričakujejo glede gradnje obvozne ceste med mestoma. Izgledi so zelo dobri, kajti gradnja Savske elektrarne v Brežicah pomeni precej velik poseg v prostor, med drugim pa potreben tudi gradna dela nasipa, po katerem bi kasneje potekala obvoznica. Kot se kaže, bo v letošnjem letu stekla tudi gradnja 3. mostu, ki pa pravzaprav pomeni zaključitev celotnega tega projekta in s tem tudi preusmeritev prometa na obvoznico, se pravi deloma na levi breg in potem nazaj na desni. S tem bi se sprostila tudi možnosti za gradnjo nekaterih infrastrukturnih objektov na trasi prejšnje ceste G1. V ospredju so torej ceste. Za njihovo obnovo bo Krško letos namenilo 5 milijonov evrov. V Brežicah bo šlo največ za šolstvo. Kar se pa tiče leta 2016, bo pa sigurno največji investicijski projekt izgradnja šole Cerklje ob Krki, ki je ocenjen na koncu na 6,5 milijonov evrov. Poleg tega seveda bo še kar nekaj drugih manjših projektov, zelo veliko pa bo dela na teh raznih vsebinskih projektih. Tudi smo dobili nov projekt za šport za invalide na vodo. V Kostanjevici na Krki se bodo celovito posvetili poplavni varnosti. Sami kratkoročni načrti se bojo začeli izvajati že v letu 2016, ker bojo določeni posegi v samo reko Krko in pa v samo strugo pritokov izvedeni, gre bolj za tehnična dela, poseke, poglabljanja struge in tako naprej, s ciljem izboljšanja same pretočnosti. Dolgoročno pa seveda Kostanjevica na Krki skupaj s sosednjimi občinami kandidira v programu LIFE za evropska sredstva, s katerimi hočemo izkoristiti Krakovski gozd in z odvečno vodo v času izjemnih padavin izkoristiti za ohranjanje naravnega habitata v Krakovskem gozdu, se pravi glede samih živali in pa rastlinskih vrst. Omenimo naše zaščitne živalske vrste in pa sam hrast, ki potrebuje večjo količino vode, in tukaj želimo v tem projektu združiti, se pravi zboljšanje poplavne varnosti in pa hkrati zagotoviti boljši habitat za ohranjanje Krakovskega gozda, ki je že zdaj v Naturi 2000 zaščiteno območje v naši občini.
Župani na tokratnem srečanju več niso izpostavljali prenizko odmerjene glavarine strani države, temveč pomanjkanje razpisov iz evropskih skladov. Bruseljskim uradnikom se ne mudi, tisti na državni ravni pri nas pa se nad takšno nirvano tudi ne pritožujejo. Ta čas se ponekod v državi začenjajo uresničevati napovedane spremembe glede izvajanja nujne medicinske pomoči. V razpravi je tudi nov zakon o zdravstvu. Oboje je predmet kritik izvajalcev in upravičencev. Poglejmo najprej v Krško v diagnostični center Aristotel. Medicinsko-diagnostični center Aristotel v Krškem deluje 18. leto. V tem času so razširili dejavnost in število redno zaposlenih iz 3 na 20. Poslovni prostor je postal pretesen. Pri železniški postaji raste nov diagnostični center, ki bo stal 1 400 000 evrov. Gre za veliko naložbo iz zasebnega žepa. Nov predlog zdravstvene zakonodaje pa hoče podjetniški pobudi na tem področju spodrezati krila. V Aristotelu so začeli z ambulanto medicine dela. Danes ponujajo cel spekter specialističnih storitev in imajo za nekaj dejavnosti tudi koncesijo. Vendar v strukturi njihovih prihodkov koncesija predstavlja le 25%. Vse drugo so samoplačniške storitve. Od 20 zaposlenih je 6 zdravnikov, 18 pa je pogodbenih sodelavcev. Center Aristotel deluje po načelu, da specialiste pripelje čim bližje pacientom, kar sicer v svojih strategijah zdravstvenega varstva zagovarja tudi država. Vendar nekateri predlogi zakonskih sprememb tega ne odražajo. Sploh na področju zasebnega vlaganja je sedaj omejitev, da naj bi bil zdravnik večinski lastnik tega DOO-ja, družbe z omejeno odgovornostjo. V našem konkretnem primeru sta otroka po očetu pač podedovala teh 50% in bi nekako zdaj morali odprodati ta delež enemu od zdravnikov. Ne zdi se mi potrebno, ker tudi v tujini na ta način se pač ne posluje in je to čisto ena omejitev ustavne pravice do gospodarske iniciative, kar je tudi mnenje strokovnjakov iz pravnega področja in te pripombe smo tudi posredovali na Ministrstvo za zdravje. Drug problem je v predlagani časovni omejitvi koncesije. Kar je lahko na nek način sporno zaradi vlaganj, recimo ravno tega našega vlaganja, ker v 18 letih v bistvu vlagamo teh 1 300 000, 1 400 000 evrov popolnoma iz lastne dejavnosti, lastnega privarčevanega denarja. Hkrati financiramo 2 specializanta ravno tako iz svojega denarja, ne iz denarja sredstev zdravstvenega zavarovanja. Zato se nam nekako zdi ta omejitev nesmotrna. Če pa že mora biti, si pa želimo to, da imamo vsekakor, tako kot imaš prednostno pravico pri nakupu nekega zemljišča, da tudi v tem primeru, če si izvajaš korektno in da so vsi nadzori in kontrole kakovosti zagotovljene, da potem imaš nekako pravico pred ostalimi podaljšati to koncesijo za naslednjih 10 let. Se pa strinjam, da morajo biti vgrajeni mehanizmi kontrole kakovosti, ki morajo veljati za vse enake, ampak v tem primeru morajo tudi veljati enako za vse v javnih zavodih, ne samo za nas. Bolj koristno bi bilo spremeniti organizacijo, da bi bilo več zaupanja med različnimi nivoji zdravstva, meni Darja Čakar. Informacije zelo slabo tečejo med različnimi nivoji zdravstvenega varstva, torej med primarno in sekundarno, kaj šele med terciarno dejavnostjo. Tako recimo mi na družinskem nivoju naredimo določene preiskave, pošljemo pacienta naprej in se tam znova ponavljajo preiskave, ki smo jih mi že opravili. In če mi res na nivoju države skrbimo za kakovost in kvaliteto, ni razloga, da ta laboratorij, ki ima svojo verifikacijo, ki ima dnevni nadzor, ki ga nadzira magistra medicinske biokemije, ne vidim razloga, zakaj ta laboratorijski izvid ne bi bil uporaben recimo na onkološkem inštitutu, ko pride pacient na nadaljnjo obdelavo oziroma se kontrolira njegove ali lahko spet dobi naslednjo terapijo. Zdaj je ob vseh teh podvajanjih in administriranju potrebno izdajati še tako imenovane nulte račune, ki sami po sebi ne prispevajo k nobeni izboljšavi. Ljudje koncesionarjem zaupajo, saj je na primer v krški občini zanje kot osebne zdravnike opredeljenih precej več ljudi kot za zaposlene v javnem zavodu. Nov predlog predvideva, da po izteku koncesije iz zdravstvene blagajne najprej preverijo, če bi jo želeli dobiti v zdravstvenem domu kot javnem zavodu in bi pač imeli prednost. Kljub takšnim
negotovim napovedim gradnja novega diagnostičnega centra teče po načrtih. Prihodnji mesec bodo v grobem zaključena gradbena dela, selitev v nove prostore pa je načrtovana v mesecu septembru. Ostajamo pri zdravstvu. Po letu dni od odprtja novega urgentnega bloka v brežiški bolnišnici je zdaj le prišlo do napovedane spremembe glede organizacije nujne medicinske pomoči v zdravstvenem domu, ki stoji pri bolnišnici. Dežurstvo se izvaja izključno v prostorih urgence, zdravstveni dom pa je ponoči zaprt. Vendar je enota nujne medicinske pomoči organizacijsko in finančno še vedno v domeni zdravstvenega doma Brežice. Seveda pričakujemo, ko bo se to zalaufalo, da bi to bil verjetno kakšen oddelek splošne bolnišnice Brežice, ki bi potem prevzel popolnoma organizacijo in financiranje, seveda dobil zavarovalnice, zaenkrat mi dobivamo denar. Po novem imajo priznan status C, kar pomeni, da imajo v času ambulante dodatnega zdravnika za teren oziroma v ambulanti urgence. Do sedaj pa je bil za to delo zadolžen zdravnik iz redne ambulante, ki je moral v nujnih primerih pustiti čakati naročene paciente. Zaradi nove organiziranosti ima zdravstveni dom pravico do 2 dodatnih zdravnikov, ki bi delali v rednem delovnem času, znači med 7 pa 20 uro delo v urgentnem centru. Razpis je, zaenkrat se je javila samo ena zdravnica in če pokrijemo, če bomo dobili 2 nova zdravnika, ki bojo vključeni v redno delo, v rednem delovnem času, bo seveda ta center zalaufal brez težav. Če ne bo prijav usposobljenih zdravnikov, ki lahko takoj začnejo samostojno delati, bo izredno težko organizirati 24-urno zdravstveno varstvo na urgenci. Nov status zdravstvenemu domu sicer prinaša dodatni denar, je pa z njim povezana velika odgovornost in veliki izdatki. Na primer, sodobni Rean mobil stane 150 000 evrov, stroške pa prinaša tudi obvezno usposabljanje ekip nujne medicinske pomoči, je povedal Zdravko Laktič. Osnovna šola dr. Mihajlo Rostohar za učence s posebnimi potrebami v Krškem ima nov 31 000 evrov vreden kombi, prilagojen je potrebam težje gibalno oviranim otrokom. Na občini so stekle tudi aktivnosti za selitev šole v primernejše prostore ali gradnjo nove. Pred dobrim desetletjem so stopile v veljavo usmeritve, da bi se vsi otroci vpisovali v 9-letko. Takšen tip šol pa bi izginil, vendar realnost kaže, da je vključevanje dolg proces. Šolo danes obiskuje 67 otrok. Od tega je 34 upisanih v posebni program, to je program, kjer se izobražujejo otroci z zmerno težjo in težko motnjo v razvoju, 33 pa je upisanih v osnovno šolo z nižjim izobrazbenim standardom. Med njimi je 12 otrok težko gibljivih, na vozičkih. Ker lahko mladostnik to šolo obiskuje do 26. leta starosti, je zanje in za vzgojitelja pomembno, če se jim s tehničnimi pripomočki olajša obvezne aktivnosti. Nov kombi je zato pomembno darilo občinskega oddelka za družbene dejavnosti. Otroci so se zanj zahvalili s prisrčnim nastopom. Število otrok narašča, posebej tistih težje gibljivih, in šolska stavba iz leta 1901 je zaradi arhitekturnih ovir zanje neprimerna. Po podatkih, ki jo dobivamo v 3-4 letih, lahko pričakujemo še vsaj 11 otrok s težjo in težko motnjo v razvoju. Kar pa seveda naša šola niti ni arhitekturno prilagojena temu, niti nimamo dovolj prostorov. Na občini so s tem seznanjeni in so začeli obravnavati različne možnosti, tudi prazne labodove prostore v bližini šole. Želeli bi sicer na tej lokaciji, kajti lokacija je lepa, samo bomo videli, kak bo s preverbo, tako da se spogledujemo tudi z drugimi lokacijami, možnimi lokacijami. Seveda bo to še preteklo nekaj časa, ampak če se začnemo prav čas pogovarjati, tudi v pravem času potem dobimo nove prostore. V zadnjih 5 letih je občina ogromno vložila v šolstvo. Samo obnova največje šole, to je Jurija Dalmatina v Krškem, ki jo izvajajo fazno, je stala že več kot 5 milijonov evrov. Lani so zaključili obnovo 18 učilnic in kuhinje. Letos pa bodo uredili še preostanek prostorov. Turistično društvo Boštanj je najmlajše v kraju. S povezovanjem ostalih društev so se lotili prikazovanja boštanjskih značilnosti skozi etnološke oči z naslovom Mišakov večer. Na 3. prireditvi je bilo v ospredju jabolko od cepiča do sadeža, saj je nekdaj to področje izstopalo po sadjarstvu. V kmetijskih in rokodelskih novicah je bilo zapisano, da se je razvoj boštanjskega sadjarstva začel sredi 19. stoletja in da je bil njegov začetnik učitelj v Boštanju Jožef Dermel.
Kasnejši nadučitelj Alojz Račič je bil zaslužen za sadjarski napredek. Vodil je šolski vrt in dajal pridnim učencem cepljene jablane zastonj oziroma kot plačilo za delo na šolskem vrtu. Na potrdilih o prevzemu brezplačnih jablan je pisalo: ako nisi vedenja lepega, ne dobiš drevesca nobenega. Sadjarska podružnica v Boštanju se je vidno razvijala. Prirejala je sadne razstave, razne tečaje, med drugim tudi tečaje za pakiranje jabolk in hrušk v ameriške zaboje, saj je bila voščenka, ki so jo sadjarji zelo veliko gojili, zelo priljubljen in iskan sadež na dvorih v večjih evropskih mestih. Jabolka skuhaš, olupljene, tako kot čežano, na vodi malo, ali če imaš mleko, lahko tudi na mleko. Potem se pa doda mleko, pa sladkor, malo soli, malo cimeta. Mi smo dali še močnik, to je, kako rečejo, suka je ali pa nekaj podobnega, tako rečejo, ne. Potem pa fižol, pa malo smetane na koncu. Voščenka je bila med drugim tudi jabolko spora med Štajerci in Kranjci. Eni so trdili, da se imenuje sevniška voščenka, Boštančani pa so jo poimenovali boštanska ali dolenjska voščenka, je bil v uvodu Mišakovega večera poučen Ciril Dolinšek. Jabolko je bilo predstavljeno v vseh mogočih oblikah, od soka, kisa do peciva, ki so ga prispevale članice aktiva kmečkih žena. Obudile so tudi staro jed na žlico jabolčnik. No, v okviru tega Mišakovega večerja smo letos organizirali tudi prvo ocenjevanje jabolčnikov. Vzorcev je bilo 20, od katerih je bilo torej 18 jabolčnikov, en vzorec je bil mešani jabolčnik z hruškovcem in en sam hruškovc. Ta nekoč za podeželja značilna pijača se počasi spet vrača. V preteklosti so zgolj to pijačo, ker pri nas je le nekoliko močnejše vinogradniško območje, so jo nekako potiskali na stran in z cmokom v grlu priznavali, da včasih pa tudi kakšen kozarec tudi jabolčnika spijo, preden ga niso namenili za kis oziroma za predelavo ostalo. Tako da sam osebno sem se tudi že kar pred 5 leti navdušil in ga tudi vsako leto za lastne potrebe tudi sam si pridelam. Travniški sadovnjaki s starimi sadnimi sortami so spet cenjeni in ljudje jih negujejo, opažajo v drevesnici Kozjanskega parka. Nekako se že kar vrsto let ukvarjamo s tradicionalnimi sortami. Vse za omenjene sorte imamo tudi registrirano ekološko drevesnico, ki pa že kar vrsto let, več kot desetletje uspešno predelujemo in mislim, da ravno zadovoljne stranke so dokaz, da je v redu in kakovosten sadelni material. Ne le sadjarska, tudi čebelarska dežela smo. Mi smo bili nekoč že ena najbolj pomembna sadjarska dežela v Evropi, saj smo recimo leta 1931 smo izvozili v Evropo čez preko 60.000 ton jabolk, danes jih izvozimo pa 15.000 ton. Torej 4-krat manj kot takrat in takrat so naši iz Brd izvozili na uljemsko tržnico 2000 ton češenj vsako leto. Torej toliko, kot se danes mogoče marsikateremu sadjarju niti ne upa sanjati, da bi kaj takega naredil. Jabolko nas torej lahko nahrani, odžeja in opije. Ni čudno, da velja za rajski sadež. Romska skupnost v Sloveniji ni zastopana v muzejskih zbirkah. Slovenski etnografski muzej je zato pristopil k evropskemu projektu Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam in nastala je razstava Rojstvo izkušnja Rominj. Na ogled je v Mencingrevi hiši v Krškem. Pripraviti sem moral kruh, čebulo, vodo, sol in sladkor, vse posebej na pladnju. S tem sem pri vhodnih vratih pričakala ženo od brata, ko se je vrnila iz porodnišnice. Kruh je morala pomočiti v to in pojesti, da bi imela mleko, je zapisala 24-letna Romkinja iz Maribora. Različne šege in vraže so bile nekoč značilne za porodnice v številnih kulturah, tudi v slovenski. Romske navade iz tega obdobja, ko ženska postane mati, je zbiralo 20 žensk iz 3 romskih skupnosti. Serdice z Goričkega, Maribora in Kerinovega Grma. Skupaj smo raziskovali njihovo dediščino, predvsem v povezavi z obdobjem nosečnosti, poroda in poporodne skrbi za dojenčka.
Tako da tukaj smo nekako se ukvarjali s šegami, navadami, njihovimi praksami, spomini, izkušnjami, ki so vezane na to obdobje. Oporodne šege se spreminjajo in v mlajši generaciji pri varstvu dojenčka sodeluje tudi že oče. Stereotip je, da Romkinja, ko rodi, gre domov, otroka pa pusti tistih par dni v bolnišnici na opazovanju in se potem vrne. To drži ali ne? Ja, to je res večina drži, razen zdaj pri ta mladih se je začelo malo spreminjati, da so do vsaj 3 dni z otrokom prisotni, drugače pa ja, prej so domov hodili takoj, ko so rodili, ker so imeli, ne vem, ali doma že kup drugih otrok, kjer so bolj mogli skrbeti še za njih, tako da drži, ja. Imajo Romi kakšna specifična imena, ki izginjajo? V bistvu je tako, prej starejši ljudje so pač davali imena po starih ljudeh, zdaj ta mladi pa vsi dajo imena iz nadaljevank, pa tako, ko gledajo nadaljevanke, pa pol so različna imena, ker se jim dopadajo, pa to pol dajo otrokom. Čeprav ne prakticirajo vere z obiskovanjem maš, se Romi opredeljujejo kot kristjani. Pa Romih je najbolj pomembno to, da takoj, ko se otrok rodi, določijo datum krsta, ki ga pol slavi v bistvu cela družina, cela vas, v bistvu vsi so povabljeni in poteka res na full žur. Z razstavo je dosežen prvi cilj, da se odpre muzejski prostor za skupino na obrobju družbe. Drugi pa je, da se v Mestnem muzeju Krško dogovarjamo tudi z gospod Sarenko Hudorovac, ki je ena izmed informatork v tem razstavnem prostoru, da bi pripravili še kak obrazstavni program. Raziskovanje romskih šeg ob rojstvu otroka je bilo v projektu nadgrajeno še z aktualno temo zdravstvene oskrbe matere in dojenčka v poporodnem obdobju. Zabeležena je praksa in predlagane rešitve, je povedala vodja projekta Tina Palajič. Iz Svetovne zdravstvene organizacije je prišlo svarilo o škodljivosti prekajenega mesa. Članov Društva prijateljev kolin Leskovec pri Krškem to ni ustrašilo in organizirali so koline po starem, ko se veseli vsa vas. Tako kot vegetarijanci in vegani ne verjamejo kemikom, da se brez mesa procesi v telesu ne odvijajo optimalno, ljubiteljev kolin ne bodo ustavila svarila o škodljivosti svinjine. Delali smo pečenice, krvavice, priprava meso za salame, klobase, pripravo za solenje, mesa in špeha. Ta praznik v bistvu naj bi ostal res praznik, ker mi smo zdaj te koline smo kar malo odmaknili na stran. Dela se bolj novodobno, tako da sploh v lastnih hišah ne vemo, kaj so to koline, ker se umikamo v neke druge prostore, delamo sami, ne povabimo žlahte, prijateljev, samo tisto, kar moramo. Tukaj se je pa zbralo kar dosti članov društva, tako da to tradicijo mislim, da bomo nadaljevali. Kmečke žene so prispevale testene dobrote in pripravile manjšo razstavo. Ker pač z njimi sodelujemo tudi ob različnih drugih dogodkih in tudi smatramo, da grejo takšni običaji lepo z delom, pač, ki ga upravljamo mi tudi kmetice doma. In zato smo danes v to razstavo vključili tudi več kruhov in ocvirkovko, ajdov, kolač bizeljski in druge dobrote, ki spadajo zraven k takemu dogodku. V zadnje pol stoletja so se navade priprave in uživanja suhomesnatih izdelkov precej spremenile. Špeh je šel skoraj v pozabo, a se zdaj vrača na jedilnikih mlajše generacije. Prihaja se predstavitve sejmi to, kjer se ti suhomesnati proizvodi Krškopoljca nudijo in ljudje so zadovoljni. Tako da, lejte, to mislim, da je prihodnost za domače rejce, nekaj se še tu redi, mislim, da bo tudi čedalje več, ampak tudi to reja prašičev doma, ne na farmah. Prašič s pedigrejem postaja Krškopoljec. Slanina Krškopoljca je izredna, zoreti mora 5, 6 ali 7 mesecev, da je res tiste sladkastega okusa in da se topi v ustih. Na kolinah so bili predstavniki raznih društev iz kraja. Udeležil se je tudi predsednik Zveze salomarjev Slovenije
je prišel pogledati, kako delamo koline, kako bomo pripravili za salame, ker to je najbolj pomemben dogodek, nekaj salamarski dogodek, da se naredi neka salama dobra, da je primerno za ocenjevanje in da je dober izdelek in dobro ocenjena. Pršle so še falške dekle, one so pač preodrekle. Šimelna, šimelna, šimelna debelka. Upam, da s prikazom kolin nismo koga ujezili ali užalili. To je bilo vse v današnjem Posavskem obzorniku. Hvala, da nas spremljate. Pa lep večer.